Gospod profesor, kako se počutite v vlogi ambasadorja kulturne evropske dediščine? No, počutim se naravnost izvrstno, ker mi je Evropsko leto kulturne dediščine omogočilo, da imam skupaj z mladimi, predvsem z mojim soambasadorjem Rokom Trkajem, celo vrsto zanimivih projektov in srečanj. Na teh srečanjih debatiramo o klasični poeziji ali pa o poeziji nasploh. Razmišljamo o možnosti, kako preko sodobne glasbe, ki je mladim blizu, to je lahko rap, to je lahko tudi kakšna druga zvrst, kako preko tega torej najti stezice v svet klasične umetnosti. Veste, poezija niso mrtve črke na papirju. Poezija zaživi, ko jo bereš ti. Slika zaživi, ko jo ujame tvoje oko. Kip zaživi, ko se ga dotakneš. Arhitektura, ko stopiš v muzej, v cirku, v galerijo in tako naprej. Tako da kulturna dediščina si tudi ti. Na poseben način sta s Trkajem predstavila Prešerna. Ja, to je res. Prešerna, pa tudi druge klasične avtorje, od ljudske pesmi preko Vodnika in tja do slovenske moderne. Vsem tem sva se srečala v knjigi Kla klasika, kjer klasična besedila skušamo aktualizirati z ritmi in sporočilnostjo, predvsem pa z energijo modernega repa. No, naj povem kot eno zanimivost za naše gorenjske gledalke in gledalce. Podobno je naredil tudi sijajni mladi gorenjski reper, če se to še sme šteti gorenjskem Škofja Loka, reper Al Padino, ki se je lotil problemskega romana Janje Vidmar Priceska z napako z imenitnim reperskim izdelkom ali razmislekom oziroma predelavo tega. Možno se je lotiti kateregakoli besedila, če ga bereš, če ga skušaš aktualizirati, če skušaš o njem razmišljati in če skušaš to besedilo, pa ne bo to Prešeren, Jenko, kdorkoli pa že, postaviti v moderni čas in v njem najti živo iskro, žive umetnosti, iskro življenja v resnici. Ta način predstavljanja je velik odmev bilo čutiti tudi na spletnih omrežjih. Ja, mislim, da ja. Če boste vtipkali Trkaj glosa, ki je seveda odrepana Prešernova glosa, boste dobili 23.000 zadetkov, kar pomeni, da je v parih mesecih 23.000 krat bila klasična glosa, če že ne prebrana, pa zagotovo slišana, ampak slišali so Prešernove besede. To je seveda izvrsten dosežek. Video vzbuja pozitivna čustva, morda koga tudi razburi, češ tega se pa s klasiko že ne sme početi, ampak nič za to. Edino nespoštovanje do tradicije je, če knjige ležijo pozabljene in zaprašene na knjižni polici. Česa se pa najbolj veselite v tej vlogi? Najbolj se veselim vseh možnih dogodkov, ki jim bova prisostvovala s Trkajem, in od vseh teh dogodkov, ki se jih veselim, se pa res med njimi najbolj veselim odličnih izdelkov, utrinkov, prireditev, ki nam jih že pošiljajo in nam jih še bodo pošiljali mlade ustvarjalke in ustvarjalci, njihovi mentori, ki vedo, da se dediščina ne konča, ko odzvoni šolski zvonec ali se zaloputnejo vrata v knjižnico ali v muzej, ampak da je izročilo praktično stvar, ki nas mora spremljati iz trenutka v trenutek. Če se ne bomo mi pogovarjali z izročilom in mi med seboj o izročilu, bomo vedno bolj zaprti v to našo, nažalost, vse bolj prisotno digitalno demenco in čustveno omrtvičenost.